Pozdravljeni otroci, prijazno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali deklico Lili, ki zelo uživa v zimskih radostih. Še posebej zaradi sanka, a ne sama. Nekega dne pa v snegu najde sijoč kamenček, za katerega je prepričana, da je nekaj posebnega. Pa je ta kamenček res čudežen? Najbolje, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Kamenček želja za Lili. Lili in očka se sankata. Lili sedi spredaj, očka za njo. In skupaj drvita po bregu navzdol. Juhu! Vriska Lili in v trebuščku jo prijetno ščketa. Malo od strahu, veliko bolj pa od veselja, ker drvita tako hitro. Še enkrat! Zakriči Lili, ko se sanke ustavijo. Očka jih vleče na vrh in deklica gazi za njim. In spet zdrvita po bregu navzdol. Juhu! Se veseli Lili. Me boš vlekel, oči? Vpraša, ko se ustavita. Kar naprej koračiti navzgor je namreč težko. Očka pa se smeje. Vlekel te bom, reče, in sicer domov, večer je že. Presneto, se kuja Lili. Vedno, ko počnem kaj imenitnega, je tako hitro večer. Stoj, oči, zakliče Lili na poti domov. Kapo sem pozabila na hribu. Očka se obrne. Ni res, na glavi jo imaš. Lili se našobi. Le kako naj pripravi očka do tega, da bi se vsaj še enkrat odsankala z brega. Sleče si rokavičke in jih pobaše v žep. Stoj, oči, vzklikne. Rokavičke sem izgubila. Očka se obrne. Ni res, iz žepa ti kukajo. In koraka naprej. Ali mora očka res vse opaziti? Lili vzdihne in se zagleda v sneg, ki škriplje pod sankami. Stoj, oči! Nekaj se svetlika v snegu. Očka se obrne in se končno ustavi. Prav zares, majhen lesketajoč kamenček je, se začudi. Lili ga previdno pobere. Kakšen čuden kamenček je to, bi rada izvedela. No, lep, odgovori očka. In kdo ve, morda celo lahko izpolnjuje želje. To bi bilo v redu. Želja ima Lili namreč veliko. Trdno stisne kamenček, zamiži in zašepeta. Želim si, da bi se z očkom še enkrat spustila po bregu. Ampak očka odkoraka naprej, kot da Lili ni rekla ničesar. Kot da se ni ničesar zaželela. Torej kamenček ne izpolnjuje želja. Pa ga vseeno vtakne v žep, ker je tako lep. Morda ji bo še kdaj prav prišel. Naslednji dan očka nima časa za sankanje. Delati mora. Pred hišo pa na Lili že čakajo Ema, Filip in Igor. Greš z nami? Jo vpraša Igor, ko odpre vrata. Ne morem, očka ni, pojasni Lili. Ali lahko greš z očkom na hrib? Se začudi Ema. Ne, se brani Lili. Seveda se gre lahko brez očka sankat, saj je blizu, ampak ne upa si. Previdno potipa kamenček v žepu in zašepeta. Želim si, da bi se upala sama spustiti sami po bregu. Kaj si rekla? Vpraša prijateljica. Oh, nič, se izgovori Lili. No, a greš z nami? Priganja Filip. Lili okreva. Ne, še vedno si ne upa. Ema, Filip in Igor gredo brez nje. Ti ne znaš ničesar, samo lep si. Se Lili jezi na kamenček. Najraje bi ga zabrisala v sneg, pa ga vseeno spravi nazaj v žep. Morda pa le kaj zmore,
kaj zelo skrivnostnega, česar ona še ne ve. Nekaj časa si potem preganja dolg čas s tacanjem in prekopicavanjem po snegu, nekaj časa vlači se nisem ter tja in v krogu in spet od začetka. Počasi pa postaja vse skupaj dolgočasno. Naredila bom snežaka, se odloči. Na kup zvali 3 snežene kepe, potem snežaku ovije svoj šal okrog vratu in mu na golo butico posadi kapo. Tole ti posodim, reče, da mi ne boš zmrznil. Rokavice bom pa obdržala. Snežak je tiho. Še vejico za usta, pa storž za nos in 2 kamenčka za oči. Kar čeden je tale snežak. Le nekam žalostno gleda. Lili se spomni svojega kamenčka, potegne ga iz žepa in ga zamenja za enega na snežakovi glavi. Zdaj imaš pa oko, ki se blešči, ponosno ugotovi deklica. Snežak pa ji z novim očesom pomežikne. Od začudenja pomežikne tudi Lili. Je prav videla? Si mi res pomežiknil? Vpraša. Jasno, odgovori snežak. Lili pa se zdrzne. Se znaš tudi govoriti? Jasno, ponovi snežak. Ker si mi podarila svoj lesketajoči se kamenček. Lili je navdušena. Njen kamenček torej le nekaj zna. Še dobro, da ga ni vrgla stran. Zdaj snežak poskoči in se zavali po snegu. Uspe mu celo preval in Lili poka od smeha. Tedaj pa ji mimo ušes prileti snežna kepa. Zadeni me, zakliče snežak. Kepe frčijo po zraku kot v najhujši bitki. Snežak dobro cilja in deklici kmalu polzi mrzli sneg za vrat. Brr, res je leden. Le čakaj ti ledeni možic, maščevala se bom. Se smeje deklica in z vso silo trešči veliko kepo proti snežaku. Kepa švigne ob njegovi glavi in mimogrede odnese seboj tudi njegovo lepo oko. In kot okomenel obstane snežak sredi zamaha. Je kaj narobe s tabo? Se ustraši Lili. Toda snežak se ne premakne in ji ne odgovori. Svojim edinim očesom negibno bolšči v zimsko pokrajino. Joj, takoj moram poiskati svoj kamenček, si misli Lili, sicer bo snežak zavedno tak. Takrat pa se s hribčka vrne Igor in bruhne v smeh. Kakšnega krivljastega snežaka si pa postavila, se krohota. Raje mi pomagaj najti moj lesketajoči se kamenček, odvrne jezno Lili. Igor se skloni in pobere kamenček. Na, kar tega le vzemi, kamen je kamen, reče in odcopota naprej. Ampak vsak kamenček ne bo oživil snežaka. Lili išče in končno se pod grmom zabliska pravi kamenček. Hvala, hropne snežak, ko spet dobi svoje oko. Malo neprijetno je stati tule tako skrivenčen, reče snežak in se pretegne. Kaj bova pa zdaj počela? Vlekla se bova na saneh, predlaga Lili. Ti začneš. Ja, raje bi se spustil tamle dol, meni snežak in hrepeneče pogleduje proti klančku. Ne, tega pa ne, odvrne Lili. Vendar snežak vztraja. Zakaj ne? Prav gotovo je zabavno. Ja je, ampak lahko bi spet izgubil oko, okleva Lili. Snežak malo potelovadi in ugotovi, da se ga oko trdno drži. Jaz se sama ne upam spustiti po bregu, nerada prizna Lili. Snežak se razjezi. Sama? Kako sama? Se bom jaz s teboj? Drži. Če gre tudi snežak, ne bo več sama. Na gričku je zabava, da je kaj. Prostor! Zavpije snežak, ko se odričata po bregu. Juhu! Vriska Lili in od trebuščkov jo spet zaščegeta. Malce od strahu, ker gre tako hitro, veliko bolj pa od veselja. Še enkrat! Zakriči Lili, preden se ustavita. Skupaj odvlečeta sanino vzgor in se spet spustita dol. Še enkrat in še enkrat. Juhu! Se veseli Lili in maha otrokom.
Hej, pa si se le upala, se greš tudi z menoj peljat? Jo navdušeno pozdravi Ema. Zakaj pa pravzaprav ne? Lili srečno prikima in se odpelje s prijateljico. In potem s Filipom, pa spet Snežakom. Sploh je ni strah, nič več, saj se nikoli ne pelje sama. Temno je že, ko se Lili in Snežak vračata z grička domov. Deklica je tako utrujena, da komaj še hodi. In Snežak je tako prijazen možak, da jo privleče do vrat. Hvala, Snežak, zazeha Lili. Takrat pa se domov vrne tudi očka. Sankala sem se, brez tebe, se ponosno pohvali Lili. Sijajno, je navdušen očka. In celo Snežaka si naredila. Lili se obrne. Malo stran stoji Snežak, vzravnan in nepremičen. Glej, oko se mu svetlika, se začudi očka. To je tisti kamenček želja. Res lahko stori kaj prav posebnega, veš? Razloži Lili. Lahko morda celo izpolni želje? Zanima očka. Tako nekako, meni Lili in naskrivaj pomežikne Snežaku. In Snežak in naskrivaj pomežikne nazaj. Ja, kako čarobna pravljica, kaj ne? Najprej je toliko razočaran za Lili, pa to pa veliko veselja, ki ga je prinesel čudežen kamenček. Včasih je resnično potrebno le verjeti ter upati in lahko se zgodijo tudi čudeži. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici Diamant v snegu, ki je prav tako polna čudežev. Uživajte in prijeten zimski pozdravček vsem. Čau, čau! Ja, kako čudovit kamenček.